zaznamovana s krvjo mučencev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Med zadnjo večerjo je Jezus govoril svojim učencem: Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Slišali ste, da sem vam rekel, odhajam in pridem k vam. Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu, saj Oče večji od mene. In zdaj sem vam povedal, preden se zgodi, da boste verovali, ko se zgodi. Ne bom več veliko govoril z vami, kajti vladar tega sveta prihaja. Meni sicer ne more nič, vendar naj svet spozna, da ljubim Očeta in da delam tako, kakor mi je naročil moj Oče. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Vas povabim k razmisleku prav ob tej Božji besedi, ki takole poda razlago. Vse človeštvo hrepeni po miru, a ga nikakor ne uspe doseči. Arabska beseda za mir je salam, hebrejska pa šalom, saj imata obe isti koren. Svetopisemska beseda mir, šalom, nosi v sebi bogastvo pomenov. Izraža blaginjo, srečo, varnost, pravičnost, celovitost, neokrnjenost. Vera nam pove, da se pravi mir gradi samo tam, kjer ljudje hodijo po Božjih poteh, ki jih kaže Svetopismo in če stopajo na pot, ki jo z besedo in življenjem oznanja Jezus Kristus. V Berilu Efežanom je zapisano: On je naš mir. To velja za Jezusa Kristusa. Na Bližnjem in Srednjem vzhodu so doma številne starodavne krščanske